kaj je tisto, kar je stranka SLS zapisala od svojega programa, zapisala v to koalicijsko pogodbo? No, koalicijska pogodba je praktično usklajena. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je Slovenska ljudska stranka v ta program praktično zapisala 70-80% celotnega svojega predvolilnega programa. Še posebej pa smo ustrajali in bomo ustrajali na jasnem in odločnem varčevanju v javnem sektorju, ki je nujen za nadaljnji razvoj, in seveda na odločnih ukrepih za spodbuditev gospodarske rasti v Sloveniji. Torej, v javnosti se obračata dve zahtevi SLS-a, dve kadrovski zahtevi, tudi po gospodarskem in pa po kmetijskem resorju. To drži in bo pri tem tudi ostalo? Glejte, kot smo že večkrat poudarili, so kadrovska vprašanja na sporedu po soboti, torej po odločanju o predlogu kandidata za mandatarja. Takrat bo čas, da se ukvarjamo s kadri. Slovenija rabi hitro in učinkovito vlado, zato je bila prva vsebina, smo se že pogovarjali tudi o proračunu, o tem, kje in kako bomo varčevali, in to je sedaj prioriteta naloga. Lahko pred soboto pričakujemo še kakšno presenečenje? No, glejte, vsi smo verjetno opazili, da so pritiski vsaj na nekatere bodoče članice koalicije, če lahko tako rečem, zelo veliki, vendar sem prepričan in verjamem, da bo torej ta koalicija zdržala tudi te pritiske in bo lahko pokazala, da misli resno in seveda dokazala, da se da tudi Slovenija popeljati v boljšo pot. Najlepša hvala. Toliko torej izpred